Pozdravljeni. Pri Audiju so malce pohiteli. Predstavili so svoj koncept za sezono 2026. Kaj smo v resnici videli in kaj bi lahko upravičeno pričakovali, pa kot običajno v naslednjih minutah. Povprečni navdušenec bi lahko dejal, da so pri Audiju malce pohiteli. Namreč mnogo pred ostalo konkurenco so predstavili svoj bolid za sezono 2025. Ampak še zdaleč ni res. Če se tudi natančno bere njihova sporočila za javnost, bomo prišli takoj do zaključka, da gre le za koncept bolida, koncept barvne sheme in še marsičem drugem. In danes si bomo skupaj ogledali, zakaj je tako, zakaj tega, kar so nam pokazali pri Audiju, ne smemo jemati kot, dovolite mi izraz, suho zlato. Tisto, kar bomo videli na sami progi, bo morda čisto drugačno. In seveda gre samo za nek poizkus vzbujanja pozornosti in seveda hočejo s takšnimi propagandnimi manevri pripraviti publiko na spremembo. Dobro vam je znano. Letos je ekipa, ki jo bomo drugo sezono spoznali kot Audi, še Zauber. In potrebno je tiste navdušence, ki neredno spremljajo dogajanja v Formuli 1, enostavno privaditi na to. Danes si bomo ogledali pravzaprav, kaj so nam pokazali kot bolid, kaj bi lahko dejali o konceptu barvne sheme in na koncu se bomo ustavili še pri imenu. Torej, kar nekaj zanimivih točk, kljub temu, da nam v resnici niso pokazali nič. A začnimo samim bolidom. Verjetno ste opazili tudi vi, da je tisto, kar so nam pokazali pri Audiju, izjemno podobno oni maketi, ki so jo predstavili pri FIA kot bodoči bolid Formule 1 v sezoni 2026. In če se malce ozremo v preteklost, bomo videli, da tudi pred sezono 2022 smo videli podobno maketo, ki so jo pokazali pri FIA. In mnoge ekipe so uporabile tisto osnovo, na primer na predstavitvi barvnih shem. Se kdo spomni predstavitve Red Bulla, kjer so mnogi strokovnjaki začeli tehnično analizo na tistem predlogu, ki ga je dala FIA, in s tem pokazali, koliko se spoznajo na ta šport. Seveda, ločiti moramo med predstavitvijo novega modela in na primer predstavitvijo barvne sheme. In bodimo realni, v svetu Formule 1 se bolidi nekako skrivajo do zadnjega trenutka. Kolikor bi bilo tisto, kar so pokazali pri Audiju, pravi bolid, ki ga bomo videli v naslednji sezoni, bi lahko konkurenca videla kakšno usrečeno rešitev in jo upeljala tudi na svoj model. Časa je več kot dovolj. Ampak kljub vsemu imamo neko zanimivost. Še enkrat poudarjam, da gre za model, gre za maketo, ne gre za aktualni bolid. Ampak poglejte tam spredaj, koliko nosilcev ima glavni profil prednjega aerodinamičnega stabilizatorja. 3. In običajno onega srednjega ne vidimo na pravih bolidih Formule 1.
Zakaj? Ker je izjemnega pomena imeti čim bolj laminaren zračni tok tik pod nosnim konusom. Torej, tretji nosilec bi dobesedno ustvaril vrtince, ki so nezaželeni. Zakaj so se poslužili te rešitve, sicer ne vem, ampak ker so sestavljali samo maketo, ki verjetno sploh ni napravljena iz ogljikovih vlaken, to zaradi strukturne trdnosti rabili morda nosilec. A videli bomo, seveda kot običajno, kaj bodo v resnici pokazali tako pri Audiju kot pri ostalih ekipah. A zato bo treba počakati še kak mesec. A seveda tisto, kar je mnoge navdušence pritegnilo, je koncept barvne sheme. Ne govorimo o barvni shemi, kajti pri Audiju poudarjajo, da gre za koncept. Torej, še zdaleč to ni dokončna verzija. A vidimo kombinacijo srebrne na prednjem delu in nato črne in rdeče na zadnjem. Tu bi lahko dejali, da nas zadeva, vsaj v osnovi, spominja na tisto, ki smo jo videli pri Audiju R18. Seveda v vztrajnostnem prototipu, zadnjem pred izbruhom afere Dieselgate, kjer so pri skupini Volkswagen ukinili praktično vse uradne športne programe. A tu je treba poudariti nekaj, da verjetno od prednje strani bodo izjemno podobni bolidi tovarniške ekipe Mercedes in Audi. Namreč oboji bodo srebrni. In nekateri navdušenci se sedaj lahko začnejo spraševati, a niso Mercedesi srebrne puščice? Vsaj tako so nekateri isterično ponavljali leta in uganili ste let. Pred časom sem že napravil poseben prispevek, ki je dobesedno dal na laž tisto legendo o odstranjevanju bele barve. V začetku je bila dirkaška barva Nemčije bela. Seveda zaradi bele barve na tisti starejši zastavi same države. Ampak potem v 30 letih se je spremenila v srebrno. O tem smo lahko prvič slišali v tretji izdaji biografije Alfreda Neubauerja, znanega šefa ekipe Mercedesa. Ta je skupaj s pričevanjem Manfreda von Brauchtiča povedal, da na dirki v Nürburgringu so ugotovili, da je bil Mercedes W25, tisti tam zadaj, nad dovoljeno maso. In zato je bilo potrebno barvo odstraniti, da bi bili skladni z pravili. Težava je v tem, da smo to zvedeli komaj leta 1958. Predtem o tej fantastični zgodbi ni bilo ne duha in ne sluha. In če smo pravzaprav natančni, že prej omenjeni Manfred von Brauchtič je na začetku 30 let imel srebrnega Mercedesa SSKL, ki je bil poimenovan ljubkovalno srebrna puščica. Ampak ni še dovolj. Na dirki v Abusu, torej pred tisto, ki sem jo omenil prej na Nürburgringu, imamo zgodovinske dokumente in posnetke radijskih prenosov, da smo na progi imeli srebrne puščice. Takrat so predstavili že prej omenjeni Mercedes W25, ki pa na dirki ni nastopil zaradi tehničnih okvar, če se ne motim, na črpalkah z vodom. A bili so prisotni pri ekipi Auto Union.
Njihovi bolidi so bili srebrni. In Auto Union je danes znan kot Audi. Torej, lahko bi dejali, da so pri Audiju nekako tisti, ki so bili prej srebrne barve kot pri Mercedesu. In zgodba je zanimiva. A pustimo sedaj to in začnimo se spraševati, kako bo izgledal sam bolid Audija. Barvna shema oziroma ta koncept barvne sheme nam je lahko všeč ali ne. A zavedati se moramo nekega dejstva. Da manjkajo vsi pokroviteljski napisi. In nam, navdušencem, sta znana najmanj dva poglavitna pokrovitelja te ekipe. Govorimo o Revolutu in govorimo o Castrol British Petroleumu. Torej, dva velika napisa, ki bosta lahko povlekla s seboj tudi določeno barvo. Torej, jasno nam je, da gre za koncept in nič drugega. Torej, lahko pričakujemo tudi spremembe. Ampak po mojem osebnem videnju, glavni spodrsljaj, vsaj iz tistega vidika nas, ljubiteljev, tradicionalistov, so si pri Audiju privoščili pri samem imenu. Objavili so, da bo bodoči Audi se imenoval RS26. In nekateri bi dejali nič kaj takega, saj poznamo produkcijske avtomobile te znamke s takšno šifro. A rad bi vas spomnil na nekaj, kar marsikdo pozabi. Kaj imam sedaj v roki? Renault RS 01 iz leta 1977. Audi želi uporabljati nek sistem imenovanja, ki so ga predtem rabili na primer njihovi konkurenti pri Renaultu. In tudi, če bi šel naprej s tistim sistemom, ki so ga rabili kasneje, samo z črko R ter številko, bi zopet prišli v sistem, ki so ga predtem rabili že pri Renaultu. Seveda, zavedam se, da abecede ne moremo smatrati kot neke vrste intelektualne lastnine, ampak omenili smo tisto obdobje pred drugo svetovno vojno, kjer so bili pri Auto Unionu izjemno tehnično napredni. Samo tako za bolje razumevanje. Že takrat, v 30 letih, so imeli bolide z motorjem za voznikom, kar smo videli na primer v Formuli 1 komaj desetletja kasneje. In zakaj ne bi svojega novega bolida enostavno imenovali Type E? Namreč pred vojno so imeli Type A, Type B, Type C in Type D. In ne, tu ne gre za kopiranje imena, ki smo ga navdušenci nad avtomobilizmom vajeni pri Jaguarju. Tam je bil E-Type in ne Type E. Torej, vidimo lahko, da tudi pri Audiju njihov oddelek za samo komercialo ne pozna lastne zgodovine ali pa hočejo pozabiti določena poglavja. Namreč takrat v takratni Nemčiji so imeli rahlo kontroverzen avtoklub, imenovan NSKK, ki je bil vezan na takratno glavno politično strujo. Ampak tudi Mercedesi so bili srebrni in so svoje avtomobile imenovali z dvojno črko V in številko. Torej, zakaj pa ne? A videli bomo seveda, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Toliko o zanimivosti iz te predstavitve, ki nam v resnici
ni pokazala ničesar. Vsaj ne ničesar dokončnega. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.